kaotično stanje, ki vlada znotraj vlade in vladajoče koalicije, se je seveda preneslo tudi na obrambno ministrstvo in Slovensko vojsko. Ker gre za državotvorni resor in vitalne funkcije države, je takšno stanje seveda skrb vzbujajoče. Zato se vam sporočam, da sem za torek 9.2. 11. uri sklical izredno sejo odbora, kjer pričakujemo poročanje ministrice o danih odstopih in seveda predvsem v vzrokih in razmerah, ki so pripeljale do razhajanj znotraj ministrstva. To sejo sem mislil prvo sklicati za petek, vendar je ministrica odsotna v tujini, tako da sem z tega razloga se odločil za torek. Najbolj nas pri vsem seveda zanima, ali so točne informacije, da se je Slovenska vojska osamosvojil in sprejemal odločitve, ki so izključne pristojnosti politike in imajo lahko tudi mednarodne implikacije. Razčistiti je potrebno, kje je jedro in vzrok težav in razhajanja. Ali gre za razlike v strokovnih, političnih ali doktrinarnih vprašanjih. Seveda se bomo na seji vprašali tudi o posledicah za stanje v državi in Slovenski vojski. Pričakujemo izčrpne informacije in korektne odgovore. Ne povemo, da bom ministrico tudi zaprosil, da nas seznani s korespondenco o teh zadevah, ki